Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Leto 2022 je bilo v občini Dobrna izrazito investicijsko naravnano. Celje bo v letu 2023 praznovalo nekaj zanimivih obletnic. Celjske košarkarice Superligo Vaba odprle z visoko zmago v Zagrebu. Tadej Mazej v Zlatorogu ostaja vsaj do poletja 2024. Leto 2022 je bilo v občini Dobrna izjemno investicijsko naravnano. Med drugim so obnovili 8 km cest, uredili 2 novi večji parkirišči, sanirali 4 plazove, vzpostavili medgeneracijski prostor za druženje, začeli z nadgradnjo čistilne naprave in postavili nov drevored. Obenem so veliko pozornosti namenili tudi pripravi dokumentacije za projekte, ki jih bodo realizirali v prihodnosti. Na Dobrni so za leto 2022 v proračunu predvideli 3,6 milijona evrov prihodkov, za naložbe sta bila rezervirana dobra 2 milijona. Uredili smo skupaj 160 parkirnih mest, tako da zdaj ta zadeva je urejena. V centru smo uvedli modro cono. Precej smo delali, oziroma veliko smo delali na sanaciji cestnega omrežja, na sanaciji plazov. Tukaj še en projekt je v teku trenutno. Kot sem pa že rekel, vse skozi pa delamo na teh projektih za naprej na dom za varstvo starejših. Pripravljamo projekt za športni center Dobrna. Prijavili smo tudi projekt na okrevanje in razvoj 5 vodovodov. Ena glavnih panog v občini je turizem. Če so v covidnem obdobju prednjačili slovenski gostje, so se v minulem letu začeli vračati tudi tujci. Tukaj so Terme Dobrna tudi v tem času korone bile dovolj investicijsko intenzivne, tako da smo dobili 2 manjša butična hotela, pripravljajo projekte za še en butični hotel v Mlečni kavarni. Trenutno obnavljajo hotel pred zdraviliškim domom. Tudi zasedenost pravijo, da je zadovoljiva, da je v redu. Na drugi strani imamo pa tudi te lokalne ponudnike, ki so se nekako zgradili oziroma so se vzpostavili v tem prostoru. Prej, potem je pa ta nekako korona prišla in smo na Dobrni malce žalostni, da hotel Triglav še nekako se ni vzpostavil nazaj v tisto obratovanje, ko je bil prej, ker je to bil zelo dobra ponudba za domačine, tudi za turiste in za vse. Je pa Dobrna v letu 2022 dobila tudi nekaj novih stanovalcev, ki so se vselili v nov stanovanjski objekt v centru kraja. Tukaj v centru Dobrne, kjer je bila stara pekarna nekako že v razsulu. Turistično društvo jim je podelilo tudi enkrat bodečo nežo, ker je nekaj dlje časa bila neka razvalina. Smo veseli, da je investitor to kupil in dejansko imamo tukaj sedaj nov blok z 17 stanovanji, tako da se ta center nekako dobijo neko novo podobo. Mi smo tudi ta osrednji del centra hortikulturno uredili, tako da je zdaj vstop v Dobrno malce lepši. Po epidemiji je v minulem letu znova oživelo tudi življenje po društvih. Vrnile so se tradicionalne prireditve. To kulturno pa družabno življenje v Dobrni v glavnem udejanjajo naša društva, kulturna, turistično, društvo Arnika, tudi gasilci. Tako da po teh 2 letih korone se mi zdi, da so se ta okolja tudi v tem smislu malo prebudila. Čeprav je čuti, da je ta korona ljudi nekako, kako naj rečem, malce polenila, malce odtujila, malce je še vedno tega straha, pa vendarle je občutek, da so ljudje tudi to prešli in vsi ti dogodki, ki so bili običajni, ki smo jih skozi imeli, so se lansko leto tudi realizirali. Izjemno je bila uspešna gasilska veselica po dolgem času.
Tako da gleda, da so ljudje bili željni tega druženja. Občina je v letu 2022 sanirala streho gasilskega doma, nabavila električno vozilo za projekt Prostofer, uredila sprehajalno pot od Zavrha do Guteneka ter zaključila projekt digitalizacije kulturne dediščine. V letu 2023 bo Celje praznovalo nekaj zanimivih obletnic. Nekatere izmed njih pričajo o pomembnosti in edinstvenosti knežjega mesta. Pred 700 leti je bilo Celje prvič neposredno omenjeno kot trška naselbina. 30. januarja 1323 sta namreč Ulrik V. Pfamberški in Elizabeta Goriška Kondrav Affensteinskemu zastavila svojo polovico celjske posesti za 500 mark srebra za obdobje 3 let. Pred 600 leti, leta 1423, so celjski postali knezi. Tega leta se je štajerski vojvoda Ernest Železni odpovedal fevdnemu gospodstvu nad Celjskimi, s čimer jim je omogočil povišanje v državne kneze. Letos mineva 150 let od ustanovitve cinkarne, takrat najmodernejša in najpomembnejša cinkarna na Slovenskem. Pred 90 leti, septembra 1933, so večdnevni nalivi v Savinjski dolini povzročili najhujšo poplavo v Celju v prejšnjem stoletju. Pod vodo je bilo celotno Celje, med drugim tudi bolnišnica in ostala kritična infrastruktura. Celje je pred 20 leti dobilo nov nogometni stadion na Hudinji ter novo športno dvorano. Glavna tribuna nogometnega stadiona je bila zgrajena leta 2003. Prvo tekmo na njem sta odigrali mladi reprezentanci Slovenije in Francije. Po le 8 mesecih gradnje je bila nova dvorana Zlatorog zgrajena decembra 2003. Mesec dni po izgradnji je Zlatorog gostil Evropsko prvenstvo za rokometaše, leta 2013 pa je v njem potekalo Evropsko prvenstvo za košarkarje. Košarkarice Cinkarne Celje so Superligo Vaba začele z visoko zmago v Zagrebu. Celjanke so v hrvaški prestolnici slavile s 95-48 ter zadržale drugo pozicijo na prvenstveni lestvici. V naslednjem krogu bodo v svoji dvorani gostile vodilno Budućnost iz Podgorice. Da sem lahko zadovoljen samo predstavo, mogoče ne najbolj skoncentrirana igra v prvem polčasu, vendar že v drugem polčasu potem smo stopili na gas in pač zmagali z visoko razliko, tako da sem z tega vidika lahko zadovoljen. Celjanke so odlično začele leto 2023 v vseh 3 tekmovanjih. V pokalu Slovenije so izločile Ilirijo in se uvrstile na zaključni turnir. V državnem prvenstvu so visoko premagale Ježico, Superligo Vaba pa so odprle s prepričljivo zmago v hrvaški prestolnici. Ja, mislim, da smo delali zelo dobro med novoletnimi prazniki. Prvo se tudi par dni spočili, vendar potem zelo kvalitetno delali in mislim, da se nekako vračamo nazaj v tisti ritem, kjer smo že bili pred mesecem decembrom in pa potem zaradi reprezentančne pauze tudi padli v manjšo krizo, tako da lahko sem v tem trenutku zadovoljen z našo formo. Upam, da bomo to znali samo še stopnjevati, predvsem pred tekmami, ki prihajajo v samem zaključku sezone. Slovenske in regionalne prvakinje bodo ta konec tedna v državnem prvenstvu gostovale pri Lediti v Domžalah. V sredo pa bodo v reprizi zadnjega finala Vaba lige v dvorani gimnazije Celje Center gostile ekipo Budućnosti iz Podgorice. V tem trenutku smo skoncentrirani na tekmo v Domžalah, želimo še popraviti neke stvari, upam, da tudi kompletni dočakamo tekmo z Budućnostjo, tako kot nekateri pravijo, v zadnjih 5 letih pravi El Clasico v tej jadranski ligi, tako da nas zagotovo čaka izjemno težka tekma, kvalitetna tekma. Mislim, da v tem trenutku ne vemo, kaj lahko pričakujemo pred ekipi Budućnosti. Zavedamo se, da bomo morali biti na zelo visoki ravni, če želimo jih premagati.
Tako da, kot ste rekel, upam, da tekmo pričakamo v popolni postavi in pa poskušamo priti do zmage v Gimnaziji Center, kjer pa že v tem trenutku vabimo vse privržence košarke, naše navijače, da nas pridejo podpreti in pa si pridejo ogledati zagotovo zanimivo tekmo. Hokejisti Lediks Celje so v prvi tekmi 13. kroga mednarodne regionalne IHL lige 4-3 premagali Triglav iz Kranja. Mrežo Gorencev je v 4. minuti prve tretjine načel Jure Sotlar. Na 2-0 je približno na polovici uvodne tretjine povišal latvijski napadalec Mikuš Mintautiskis. V drugi tretjini, ki se je končala z neodločenim izidom 1-1, je edini zadetek za Celjane dosegel Jure Sotlar. V zadnji tretjini pa je kranjskega vratarja Tomaža Trelca premagal še Gal Sodja Zalokar. Celjani so s 27 osvojenimi točkami trenutno na prvem mestu prvenstvene lestvice, vendar so v primerjavi s tekmeci odigrali 2 ali 3 tekme več. Do konca rednega dela tekmovanja bodo varovanci Gala Korena na domačem ledu gostili moštvi Crvene zvezde in Vojvodine ter gostovali na Jesenicah. Naslednjo tekmo bodo odigrali 21. januarja, ko bo v Celju gostovala beograjska Crvena zvezda. V rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško nadaljujejo sestavljanje moštva za prihodnjo sezono. Potem, ko so v začetku tedna podpisali 3-letno pogodbo z vratarjem Rokom Zaponškom, so v teh dneh za eno sezono uspeli podaljšati pogodbo s Tadejem Mazejem, ki bo tako v Zlatorogu ostal vsaj do poletja 2024. Tadej je pokazal predvsem tekom jesenskega dela te sezone veliko željo, veliki karakter, če tako povem. Potem, ko je ostal sam na krilu po poškodbi Filipa Rakite, je klub svojim težavam zdravstvenim sprejel to vlogo 100% in pokazal kvaliteto, pokazal je, da je od njegovega prihoda v Celje precej napredoval. Po tej sezoni mu je iztekala pogodba. Pristopili smo pogovorom, ki so sicer stekli že nekje novembra. Potem pa nekako so se prevesili ta pogajanja v zaključno fazo in ugotovili smo, da je dejansko želja in Tadeja in seveda nas, da podaljšamo skupno zgodbo. In nas to zelo veseli, njegov doprinos kot igralca je nesporen, sploh pa v tej sezoni je to pokazal in verjamem, da tudi v nadaljevanju bo svoj talent, svoj potenciál še naprej razvijal, sploh pa toliko boljš, ker bo to v našich barvah. Pred dnevi so v celjskem klubu predstavili tudi prvega novinca za prihodnjo sezono. 3-letno pogodbo je podpisal 30-letni vratar Rok Zaponšek. Odločitev je bila, oziroma za to odločitev se je skrivala predvsem želja po izkušenem vratarju v kombinaciji tudi z izkušnjami iz slovenskega prvenstva. Rok popolnoma izpolnjuje ta profil, gre za golmana pri 30 letih, izkušnje iz tujine in seveda iz domače scene, kjer je branil tudi barve velenjskega Gorenja, tako da se je odlično ujemal v ideji, da imamo golmana, kateri lahko težke tekme, katere sami vidimo, da so v slovenskem prvenstvu, lahko pomaga zlomiti. Kar se tiče odhodov, rečelima lahko rečemo, da v tem trenutku se po sezoni izteče pogodba Nebojši Bojiču, tako da ni bilo tukaj v zadnjem obdobju planirano podaljšanje. O tem se bomo tudi z igralcem še dokončno dogovorili, ampak načeloma to je v tem trenutku to, na kar gledamo. Prihodnost Gala Gaberška je zagotovljena z dolgoročno pogodbo. Domači igralec, domači vratar, perspektive, v katerega želimo vlagati upanje, čas, energijo. Tunizic Yassin Belkaed, ki se te dni mudi na svetovnem prvenstvu tunizijsko reprezentanco, ima pri nas veljavno pogodbo še za naslednjo sezono. Je pa vprašanje, kako se bo to vse na koncu razvilo. Za Yassina so že v tem trenutku pokazali zanimanje nekateri klubi, predvsem iz arabskega sveta.
mi puščamo to zadevo odprto, bomo videli, kako se bo razvijala. V tem trenutku januarja je Jasin že, kot rečeno, na svetovnem prvenstvu. Ko se vrne, pa bomo tudi z njim peljali naprej pogovore. Pomembno je pa, da v tem trenutku vemo, da imamo dolgoročno pogodbo z izkušenim Zapončkom in domačim Gaberskom. Do konca letošnje sezone gre v celjskem klubu zagotovo še pričakovati kakšno kadrovsko spremembo. Zanimanje za nekatere celjske rokometaše, sploh kapetana Aleksa Vlaha, je namreč že nekaj časa precejšnje. Kar se tiče odhodov, ta možnost vsekakor vedno obstaja. Trg se spreminja iz dneva v dan, sploh pa zdaj januarja, februarja so klubi zelo aktivni. Ni nobena skrivnost, da se okoli našega Aleksa Vlaha že celo sezono veliko govori. Aleks ima pri nas veljavno pogodbo tudi za sledečo sezono. Kot pa rečeno, trg je usmerjen ekonomsko. Če pristopi k nam klub in tudi igralec in pokažejo željo in seveda pogoje, katere ustrezajo celjskemu klubu, mi smo tukaj, da se lahko o tem pogovarjamo, ampak v tem trenutku ni nič definitivnega niti za Aleksa, niti za druge igralce, kar se tiče odhodov. Mislim, da se bo to precej kristaliziralo proti koncu tega meseca. V nadaljevanju imamo seveda še nekaj okrepitev, katere pripravljamo oziroma so v zadnji fazi dogovorov, pogovorov. O tem bomo pa tudi, mislim, v zelo kratkem obvestili javnost. Tako da istočasno nekako pričakujemo morebiti kakšen odhod, pa najavo okrepitve oziroma prihoda. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, ob morju okoli 5 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno in večinoma suho. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj. V noči na soboto bodo ponekod prehodno padavine. V soboto se bo delno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo povsod pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem bo pričelo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Lepa hvala za vašo pozornost. Bodite z nami znova jutri. Lep pozdrav in srečno do takrat.